Prav prisrčno pozdravljeni na 3. dnevih slovenskega turizma, osrednjem strokovnem turističnem dogodku, ki pod svojim okriljem združujejo 16. slovenski turistični forum in letos jubilejni 60. gostinsko-turistični zbor, soustvarjajo pa ga vse najpomembnejše partnerske institucije v Sloveniji na področju turizma. Spoštovani partnerji, predstavniki partnerskih institucij, cenjeni gostje, dragi udeleženci. V čast mi je, da lahko v naši sredini danes tukaj na plenarnem dnevu Dnevov slovenskega turizma v naši sredini med nami povabim predsednico vlade, premierko magistro Alenko Bratušek in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo magistra Stanka Stepišnika. Teme letošnjih dnevov slovenskega turizma se bodo osredotočale na oblikovanje smernic prihodnjega razvoja slovenskega turizma v luči poglabljajoče se gospodarske in finančne situacije. Tokratni vsebinski poudarki pa bodo v okviru plenarnega dela okrogla miza, ker bomo z uglednimi gosti iskali jasne odgovore na vprašanje, kako močno v Sloveniji v resnici stavimo na turizem. V drugem popoldanskem sklopu v okviru 16. slovenskega turističnega foruma bomo začrtali smernice in ukrepov na področju internacionalizacije gospodarstva s poudarkom na turizmu. V tretjem zaključnem delu pa se popoldan soočali z izzivi digitalnega trženja. Vse to pa z jasnim poslanstvom, da izmenjujemo stališča in oblikujemo zelo konkretne odgovore, kako do bolj uspešnega in konkurenčnega slovenskega turizma. Tako včeraj, danes in jutri se tukaj v Termah Olimia odvija tradicionalni gostinski turistični zbor, zvečer pa tudi svečana podelitev priznanj v turizmu. In veselje mi je, da za uvodni pozdrav in dobrodošlico predajam besedo županu občine gostiteljice občine Podčetrtek, gospodu Petru Misi. Spoštovana gospa predsednica vlade, spoštovani gospod minister, direktorji, turistični delavci, kolegi župani, spoštovane gospe in gospodje, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu občine Podčetrtek. Občina Podčetrtek je izrazito turistična občina, glavna destinacija tukaj, Terme Olimia, drugače pa se prepleta z odličnimi destinacijami v vseh krajih okoli. Prav gotovo niste slišali samo za Terme Olimia, ampak tudi za vas Olimia, ki je mimogrede bilo v letu 2009 nagrajeno z zlatim priznanjem za urejenost, kakor pred 10 dnevi tudi kraj Podčetrtek, tudi z zlatim priznanjem za urejenost in pravzaprav se še ni v Evropi zgodilo, da bi dva sosednja kraja, manjša kraja, dobila tako odlično priznanje. V naši občini rečemo, da brcamo na isti gol. V naši občini smo se nekako odločili, da v takem kraju, kot je naš mali, ne moremo imeti dveh ekip, ampak eno ekipo z streli na isti gol in z temi streli smo tudi odlično uspeli. Dobro smo povezali vse ljudi in ne samo, da smo urejeni, tudi dobro delamo, to pričajo tudi rezultati v naših gospodarskih družbah. Jaz bom vesel, če si boste v teh dneh ali kadarkoli vzeli čas in nas obiskali, pogledali, kaj smo v zadnjih dneh naredili. Danes vam pa želim lep in uspešen dan in obilo dobrega dela. Hvala. Na pot Dnevov slovenskega turizma nas bo zdaj pospremil še direktor hiše, ki je naša gostiteljica te dni, direktor Term Olimia Zdravko Počivavšek. Spoštovana predsednica vlade Republike Slovenije, gospa Alenka Bratušek, spoštovani gospod minister Stanko Stepišnik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Vsem skupaj lep pozdrav tudi v imenu Term Olimia. Moram reči, da se najlepše zahvaljujem predsednici vlade, ki je svojo prisotnostjo prvič v zgodovini Dnevov slovenskega turizma dodatno težo dala pomembnemu dogodku, se pravi Dnevom slovenskega turizma in nam omogočila, da bolj optimistično gledamo v našo prihodnost. Neizmerno sem vesel, ker v Termah Olimia in v občini Podčetrtek gostimo najpomembnejše turistične dogodke letošnjega leta.
Kot že rečeno, Dneve slovenskega turizma, 60. gostinsko-turistični zbor in pa zaključno prireditev Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna. To je veliko priznanje Termam Olimia in občini Podčetrtek za vse, kar smo doslej storili za razvoj turizma v teh krajih. Narejenega pa je bilo veliko. Od nastanka atomskih toplic v začetku 60. let pa do danes je bilo storjenih veliko korakov, ki so pripeljali do tega, da smo postali ena od najuspešnejših in najpomembnejših slovenskih turističnih destinacij. Vse skozi je naš razvoj spremljalo izredno dobro sodelovanje z okolico, še posebej dobro pa z občino Podčetrtek. To sodelovanje se vidi predvsem v razvoju ponudbe. V Termah Olimia z izgradnjo hotelskih, wellness, bazenskih in kongresnih kapacitet in v občini Podčetrtek z izgradnjo potrebne turistične infrastrukture, kar so pešpoti, kolesarske steze, športna infrastruktura ter ureditev vseh krajev v občini. Skupino Terme Olimia danes sestavljajo 3 podjetja. Terme Olimia, Terme Olimia bazeni in pa naše hčerinsko podjetje na Hrvaškem Terme Tuhelj. Letno ustvarimo v Sloveniji 365 tisoč nočitev, Terme Olimia, 20 milijonov evrov prometa in pa v zadnjih letih med 1 milijon in 1.600 tisoč evrov dobička. Z vso to infrastrukturo pa smo lahko tudi gostitelj 60. gostinsko-turističnega zbora, ki je največja cehovska prireditev v državi. Začetek zbora izhaja iz močno obiskanih sindikalnih iger. Športna tekmovanja pa so se hitro dopolnila s kuharskimi in slaščičarskimi veščinami. Prireditev se je od vsega začetka selila po Sloveniji in je pomembno prispevala k dvigu kakovosti turistične ponudbe. Želim pa si, da bi vsi v Sloveniji čim prej spoznali, da turizem letno prinese 2 milijardi evrov od tujih turistov, da predstavlja 12% bruto družbenega produkta, 8% vsega izvoza in 40% izvoza storitev. Da je turizem panoga, ki izvaža davek na dodano vrednost, ker tuji turisti trošijo v Sloveniji. Letno država pobere po oceni 250 milijonov evrov davka na dodano vrednost in panogi dela 45 tisoč ljudi. Lani smo dobili novo strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki jo je sprejela vlada in ki predvideva porast prilivov od tujskega turizma na 3 milijarde evrov. To pa pomeni tudi povečanje plačanega DDV-ja na 380 milijonov in povečanje števila zaposlenih za 10 tisoč. Od države želimo le 2 stvari, in sicer, da poskrbi za večjo prepoznavnost in boljšo dostopnost. Na letni ravni rabimo za promocijo Slovenije v tujini minimalno 20 milijonov evrov. Radi bi, da bo dogajanje v Podčetrtku prispevalo k temu, da bomo v slovenskem turizmu vlekli poteze, s katerimi bomo njegov razvoj približali 3 milijardam evrov prometa. Organizatorji prireditve Terme Olimia in pa občina Podčetrtek pa se bomo potrudili, da se boste pri nas dobro počutili in da bodo vsa dela na vseh prireditvah potekala dobro. Hvala. Zdaj pa bom k nagovoru povabila predsednico vlade, magistro Alenko Bratušek, da nagovori vsi vas, predstavnike najbolj propulzivne panoge v svetu, ki bo tudi v naslednjem desetletju rasla po nadpovprečnih ocenah v primerjavi z drugimi panogami, ki že danes predstavlja na globalni ravni 9% BDP in ustvarja vsako 11. delovno mesto. Samo v letu 2013 bo svetu prinesla 4 milijone novih delovnih mest. In še kljub vedno neugodnim gospodarskim razmeram bo tudi v letu 2014 rasla po 3,2% stopnji, kar je skoraj odstotek nadpovprečno stopnjo gospodarske rasti v svetu. Kje je turizem v Sloveniji in kako njegovo pozicijo vidi vlada Republike Slovenije? Beseda je vaša. Cenjene dame in gospodje, spoštovani gostje. Z veseljem sem se odzvala vabilu organizatorjev in sprejela to čast, da vas nagovorim na osrednjem strokovnem dogodku slovenskega turizma. Pohvale vredno in koristno je, da se enkrat letno na enem mestu zberete soustvarjalci slovenskega turizma,
da izmenjate mnenja, izkušnje, analizirate stanje in zastavite smernice nadaljnjega razvoja. Turizem je eden od največjih ekonomskih in družbenih fenomenov današnjega časa in posega na mnoga področja človeškega življenja. S svojimi ugodnimi vplivi na gospodarski, družbeni in socialni razvoj je ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog ter eden izmed glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega razvoja v Sloveniji. V času krize pa tudi ena redkih gospodarskih panog s pozitivnimi kazalci. Slovensko turistično gospodarstvo je ob pomoči države in evropskih sredstev z načrtnim razvojem in velikimi investicijami v zadnjih 15 letih uspelo zgraditi moderno turistično infrastrukturo in atraktivne turistične produkte. V turizem so vključene številne gospodarske in negospodarske dejavnosti. Je trg za domače proizvode, daje delovna mesta in novo dodano vrednost. Slovenski turizem predstavlja 12% bruto domačega proizvoda, 8% celotnega izvoza in 40% izvoza storitev. Saldo turistične izvozno-uvozne bilance je visoko pozitiven. V letu 2012 je znašal približno 1,3 milijarde evrov in se je v 12 letih potrojil. Turizem je edina izvozna dejavnost, ki izvaža DDV, to je omenil že direktor pred mano, saj tuji turisti trošijo v Sloveniji. Ocena je, da je bilo v letu 2012 turističnega izvoza DDV blizu 250 milijonov evrov. Ob dosegu začrtanih ciljev pa bi se lahko povečal na preko 350 milijonov evrov. V slovenskem turizmu ima redno službo 45 tisoč oseb, 12 tisoč pa jih v turizmu občasno ali redno pomaga. Ob upoštevanju turističnega multiplikatorja ima zaradi turizma redno zaposlitev 81 tisoč ljudi. Kljub gospodarski recesiji smo v letu 2012 s turizmom tujcev prvič zaslužili preko 2 milijarde. V 7 mesecih letošnjega leta beležimo sicer za približno 1,3% nižji priliv iz turizma tujcev v primerjavi z enakim obdobjem lani, a glede na dober turistični obisk v avgustu in septembru pričakujemo ob koncu leta pozitivne rezultate. Strategija razvoja turizma do leta 2016 predvideva povečanje priliva turizma tujcev z 2 na 3 milijarde evrov. Po prilivu od turizma tujcev smo s 1000 evri na prebivalca Slovenci pred turistično razvitimi državami, kot sta Italija in Francija. Vlada Republike Slovenije se zaveda pomena turizma in njegovih učinkov na gospodarsko rast ter uravnotežen regionalni razvoj. Turizem je opredelila kot enega najpomembnejših strateških sektorjev in to absolutno še vedno velja. Lani je bil sprejet tudi osrednji strateški dokument, to je strategija razvoja slovenskega turizma, ki je bila oblikovana v partnerskem sodelovanju vseh deležnikov v turizmu. Verjamem, da se bo to vrstno partnersko sodelovanje in dogovarjanje nadaljevalo tudi ves čas uresničevanja zastavljenih ukrepov in aktivnosti ter bo privedlo do uspešne realizacije zastavljenih ciljev, o katerih se bomo pogovarjali v letu 2016 v sklopu prihodnjih dnevov slovenskega turizma. Da v turizem verjamemo in stavimo nanj, smo dokazali tudi v času mojega mandata, saj smo za 3 milijone evrov povečali sredstva za promocijo slovenskega turizma. Tako smo zapolnili vrzel, ki je predhodno nastala, ter s tem omogočili izvedbo številnih aktivnosti promocije in trženja slovenskega turizma na tujih trgih. Podobna je tudi slika proračuna za leto 2014. Na osnovi predlogov turističnega gospodarstva smo pristojnim ministrstvom in vladnim službam posredovali navodilo za pripravo analiz in aktov glede možnosti ponovne osamosvojitve nacionalne turistične organizacije. Ob vsem navedenem smo uspešno izvedli promocijske in druge aktivnosti povezane z največjim športnim dogodkom pri nas, ki je pustil veliko pozitivnih sledi tudi v slovenskem turizmu. To je Eurobasket 2013. Ob tej priložnosti še enkrat izrekam iskreno priznanje vsem delavcem v gostinstvu in turizmu, vsem prostovoljcem iz turističnih društev in zvez
ter javnim institucijam, ki ste prispevali k temu, da so se športniki iz vse Evrope, njihovi spremljevalci in številni navijači pri nas dobro počutili. Da so seboj odnesli prijetne vtise o Sloveniji, ki so jo, tudi po vaši zaslugi, začutili kot prijazno gostiteljico. Zagotovo se bodo k nam radi vrnili s svojimi družinami in prijatelji, ter tako doprinesli tudi k povečanemu turističnemu prometu pri nas. Sodobna turistična ponudba nas bo umestila na turistični zemljevid sveta na mesto, ki Sloveniji pripada. Ne le zahvaljujoč danostim in že ustvarjenim kapacitetam, ampak predvsem zahvaljujoč ljudem. Kajti turizem v Sloveniji smo ljudje, saj ga vsi soustvarjamo, zato ga lahko tudi vsi izboljšujemo. Le dinamičen razvoj turizma bo doprinesel gospodarskemu, socialnemu, kulturnemu in civilizacijskemu napredku mest, podeželja in celotne države. Uveljavljanje turizma je tudi sporočilo svetu, da pri nas vladajo mir, varnost, sodelovanje, da se srečujejo različne kulture in različni narodi. Turizem ljudi povezuje, jih spodbuja k prijaznosti, gostoljubnosti, tolerantnosti in razumevanju drugačnosti. Na ta način bo turizem postal tudi učinkovitejši dejavnik za uveljavljanje Slovenije v Evropi in svetu. Hkrati pa bo pripomogel k krepitvi kulturne identitete Slovenije v okviru Evropske unije in na globalni ravni. Prepričana sem, da bo razprava na dneh slovenskega turizma konstruktivna in produktivna, ter da se bodo sklepi in ugotovitve odražali v uspešnem razvoju slovenskega turizma z vidnimi rezultati tako na lokalni kot nacionalni ravni. Pred nami so novi izzivi in priložnosti, ki jih lahko uspešno izkoristimo le z jasno vizijo, inovativnim pristopom in predanim delom. Vsem zbranim želim obilo ustvarjalne energije, sodelovanja, plodnih razprav in seveda prijetne dneve slovenskega turizma. Hvala. V turizmu so najbolj pogosto uporabljeni kazalniki, klasični fizični kazalci in določeni agregatni kazalniki turističnega prometa, kot so nočitve, prihodi in devizni priliv. A pogledati je potrebno globje. K temu nasilijo zaostrene gospodarske razmere in večanje razkoraka med na prvi pogled izredno spodbudnimi trendi rasti nočitev in prihodov ter poslabšanjem poslovanja slovenskih turističnih podjetij, še posebej hotelskih, na drugi strani. V družbi Hosting so za potrebe dnevov slovenskega turizma že drugič pripravili drugo leto zapored na podlagi dostopnih javnih podatkov in lastnih analizo ključnih kazalnikov, ki pokažejo vzroke in posledice stanja v poslovanju. In letos so vključili prvič tudi analizo lastniške strukture, predvsem z vidika lastniškega deleža države in občin oziroma javnega sektorja v slovenskem turizmu. Za sicer izredno kratko predstavitev te izredno pomembne analize, ki nam bo predstavljala analitično vsebinsko platformo za okroglo mizo v nadaljevanju, besedo predajam direktorju družbe Hosting Petru Vesenjaku. Hvala lepa, Miša. Spoštovana predsednica vlade, spoštovani minister, spoštovani gostje in kolegi. Že drugo leto zapored predstavljamo analizo poslovanja slovenskega turizma z ožje definiranim turizmom na področju hotelov in hotelom podobnih obratov. Ker so že moji predhodniki povedali nekaj o širši sliki slovenskega turizma, se bom jaz tukaj omejil samo na to, da je slovenski turizem res izvoznik, da je v sami dejavnosti turizma, zraven tega, da predstavlja 40% izvoza vseh storitev v Sloveniji, v sami panogi 61% v celotnem turizmu in 67% v hotelske dejavnosti izvoza, se pravi prodaje na tujih trgih.
in da ima Slovenija izredne danosti za razvoj turizma, da so te veliko premalo izkoriščene in da je potencial Slovenije zagotovo še 3-kratno povečanje števila nočitev in 2-kratno povečanje obsega kapacitet, kar še bi bilo daleč od saturacije s turizmom v Sloveniji z relativnimi primerjavami z sosednjimi deželami in območji. Problem Slovenije pa je tudi padanje konkurenčnosti na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, med drugim na World Economic Forumu, lestvici recimo, kjer konkurenčnost pada predvsem zaradi premajhne podjetniške svobode, prevelikih davčnih obremenitev, premajhne dostopnosti letalske, železniške in določenih drugih infrastrukturnih problemov. In tukaj seveda nas čakajo še številni izzivi. No pa gremo zdaj pogledat nekatere najbolj zanimive poslovne in finančne, ekonomske poslovne finančne kazalnike, ki so omejeni zdaj v tem delu na hotele in hotelom podobne dejavnosti, ki pa predstavljajo 65% nočitev v Sloveniji. V preteklih 6 letih, od recimo zadnjega predkriznega leta 2007 do leta 2012, so kapacitete porasle za 27% merjeno v število ležišč, medtem ko je zasedenost upadla kar za 12% oziroma 5,2 odstotne točke. Se pravi, škarje so se razpirale, bi rekel, z novimi kapacitetami nismo uveljavljali načinov trženja, obsega trženja, ki bi zagotavljal zadostno polnjenje teh novih, obnovljenih in razširjenih kapacitet. Kljub temu seveda so prihodi in nočitve rasli, 11,7% rast v 6 letih nočitev in kar 18,3% rast prihodov v hotelski dejavnosti. V drugih dejavnostih izven hotelov, se pravi turistične kmetije, prenočišča, zasebne sobe in tako dalje, še je rast bila večja, v hotelih nekoliko manjša, zato je delež hotelov v slovenskih nočitvah tudi nekoliko upadal, ampak še vedno predstavlja 65% celotnih slovenskih nočitev. Izredno pozitivno sporočilo je, da kar 67% na področju prodaje hotelskih storitev izvozimo, samo 33% in ta delež se je povečeval v zadnjih 6 letih, kar pomeni, da postajamo vse bolj konkurenčni na mednarodnem turističnem trgu, kar je seveda posledica tudi investicij v posodobitev in razširitev kapacitet, ki so se dogajale v preteklih 6 letih. Na tujih trgih je tudi povprečna doba bivanja relativno stabilna in znaša 2,6 dneva, tukaj mogoče še imamo tudi kakšno rezervo. No, na strani prihodkov kot posledice našega trženja se v teh 6 letih povečajo prihodki za 15%, ob upoštevanju inflacije 13,4% je ta 1,4% realna rast. Slovenski hoteli generirajo nekje okrog 500 milijonov evrov letnih prihodkov, od katerih je 55% povezanih z prodajo nočitev in penzionov oziroma z penzionskimi storitvami. Če pogledamo kazalnike uspešnosti trženja in cenovne politike, ki je ena od ključnih politik pri upravljanju slovenskega turizma, pa vidimo, da nismo dosegli takih rezultatov, kot bi jih morali z vlaganji v preteklih letih. Namreč povprečna cena na sobo, average room rate, se je v tem obdobju povečala nominalno za 8,1% in znaša 75,82 evra na sobo v letu 2012, to je vključno z 8,5% DDV-jem in z vsemi penzionskimi storitvami, da se razumemo, na sobo. Realno pa pomeni, da je ta cena ob upoštevanju inflacije nižja za 4,7% v tem obdobju. Se pravi, na področju cenovnih politik je še veliko izzivov, ki jih morajo uprave in seveda tudi vsi in nadzorniki in lastniki seveda še se lotiti. Seveda, hujše stvari so se dogajale pa še na strani stroškov, v enem delu hujše, v drugem delu pa tudi nekaj pozitivnih. Celotni stroški poslovanja so za razliko od prihodkov, ki so zrasli za 15%, nominalno zrasli kar za 29% oziroma 13,8% realno. Seveda največji del rasti je na področju stroškov amortizacije zaradi amortiziranja preteklih obsežnih investicij. Zaskrbljujoči so pa tudi 30% rast stroškov materijala in blaga za prodajo, kar pomeni, da se uprave morajo narediti veliko na pogajanjih z dobavitelji. Pa tudi stroški storitev, energetike in energetskih ne najboljših rešitev še imajo veliko izzivov, saj so tudi ti stroški rasli v preveliki meri. Spomnimo se na to razliko, torej med rastjo prihodkov in rastjo stroškov, kar pomeni, da so se pogoji poslovanja terms of trade slovenskega hotelirstva v tem času znatno poslabšali.
Posamezni stroški so sicer se različno gibali. Zelo pozitivno in za pohvaliti je uprave in lastnike pri zniževanju stroškov dela. Stroški dela so se v zadnjih 2 letih znižali, tudi v strukturi in se približali tisti normalni, ki bi bila recimo v povprečju nekje 28–30% od prihodkov od poslovanja, to so namreč deleži stroškov v prihodkih iz poslovanja in ti so prispevali tudi k rasti bruto donosa EBITDA-ja iz poslovanja. Medtem ko ostali stroški, dobavitelji, storitve pa še vedno obsegajo prevelik delež stroškov v prihodkih iz poslovanja. No, kot sem rekel, pozitivni učinki pri varčevanju pri stroških dela so povzročili pozitivne premike v bruto donosu iz poslovanja, ti so pa bili izničeni z izredno visokimi stroški financiranja. Stroški financiranja so v teh 6 letih zrasli kar za 260% nominalno oziroma 216% realno in predstavljajo samo stroški financiranja obresti, da se razumemo, brez odplačila glavnic v EBITDA-ju, v bruto donosu iz poslovanja 88,3% in seveda to resno ogroža likvidnost in razvojni potencial slovenskega turizma. In restrukturiranje tega vprašanja, razdolževanja in tako dalje, bomo videli kasneje, je ključnega pomena za odpiranje možnosti za nadaljnji razvoj slovenskega turizma iz tega poslovnega vidika. Finančne obveznosti slovenskih hotelskih družb so v letu 2011 znašale 785 milijonov evrov, to so samo finančne obveznosti, brez poslovnih obveznosti. V letu 2012 so se te znižale sicer na 552, se pravi, se začelo slovensko hotelirstvo razdolževati pri finančnih institucijah, vendar pa je bil to zmanjšanje nadomeščeno z povečanjem poslovnih obveznosti, obveznosti iz poslovanja, se pravi, se je znotraj podjetja nekaj dogajalo pri restrukturiranju obveznosti. Poglejmo nekaj najbolj ključnih kazalnikov, zdaj poslovanja, potem pa še hotelskih. Torej pozitivno in bi rekel za pohvaliti uprave in tudi nadzorne svete je rast bruto donosa iz poslovanja oziroma EBITDA marže, ki znaša v letu 2012 v hotelski dejavnosti skupaj 84,5 milijona evrov in je okrog 10% zrasla v zadnjih 2 letih vsako leto. Kljub temu pa je ta še vedno 1,5% nižja nominalno oziroma 13% nižja, kot je bila leta 2007. Vmes se je nekaj dogajalo, potem v zadnjih 2 letih sicer pozitivni premiki. Bolj zaskrbljujoče pa je, da čista izguba dosega v letu 2012 že 88 milijonov evrov, v preteklih 5 letih od leta 2008 naprej, ko se je začela kopičiti, pa že 255 milijonov evrov, kar močno najeda kapital družb na področju hotelirstva in zmanjšuje tudi seveda možnost tržne kapitalizacije resne. Izbrali smo nekaj kazalnikov, pa smo jih primerjali med velikimi družbami, tistimi, ki predstavljajo večji del slovenskega turizma oziroma hotelirstva. Tukaj smo pa vključili zraven hotelirskih družb v to primerjavo še nekatere družbe, ki niso klasificirane kot hotelirska dejavnost, ampak seveda spadajo tudi v to dejavnost, zato da bi lažje neke realne primerjave naredili. In vidimo, da te velike družbe so še bolj zadolžene, da dosegajo nekaj slabšo maržo EBITDA iz poslovanja kot sama dejavnost hotelirstva, da tudi realizirajo večjo izgubo v povprečju, da imajo manjšo donosnost kapitala in sredstev in imajo pa nekoliko višjo dodano vrednost na zaposlenega. Sicer dodana vrednost na zaposlenega v hotelirstvu znaša 32.000 evrov. Če pogledamo te posebne kazalnike, kombinacijo poslovnih finančnih kazalnikov v kombinaciji z hotelskimi, vidimo, da celotni prihodki na razpoložljivo sobo in prihodki iz prodaje penzionov na razpoložljivo sobo so stabilni v zadnjih 2 letih, se pravi, ni pozitivnih premikov na cenovni politiki, pa na doseganju višje dodane vrednosti, je pa zaradi zniževanja stroškov, predvsem stroškov dela, boljši rezultat bruto donosa iz poslovanja doseženega na razpoložljivo sobo, ki je zrasel za 11% v zadnjem letu. Sicer pa je v primerjavi za 6 let nazaj vseeno celotni prihodek na sobo 19,1% nižji, kot je bil leta 2007. Se pravi, cenovna politika je en od večjih izzivov slovenskega turizma.
Torej, letos smo prvič naredili zelo natančno ali pa dosti natančno analizo lastniške strukture v slovenskem turizmu in v hotelirstvu. Žal, nimamo dovolj časa, da bi jo podrobneje danes predstavljali, bomo se ob eni drugi priložnosti še posebej usedli na to temo, ampak skratka, koncentracija lastniške strukture v slovenskem turizmu je izredno visoka. Nekaj družb ali pa mogoče 10-20 družb vladuje preko 50 ali pa preko 80% sredstev kapitala in prihodkov v slovenskem turizmu. In riziki povezani, bi rekel, seveda z tem so tudi ustrezno visoki. Če se zožimo na 19 podjetij oziroma 19 skupin, v katerih je 22 podjetij, v hotelski in podobni dejavnosti, teh 19 podjetij kontrolira 85% kapitala, 77% sredstev in dosega 83% prihodka in zaposluje 80% ljudi v hotelski in podobni dejavnosti. Če pa to je 320 podjetij, med 320 podjetji. Če pa vzamemo celotno gostinstvo, kjer je 2700 podjetij, potem pa teh istih 19 podjetij kontrolira 68% kapitala, 55% sredstev in 63% prihodkov in zaposluje 32% ljudi. V teh družbah javni sektor, država in občine neposredno in posredno obvladuje okrog 36% lastniškega deleža. Lastniški delež javnega sektorja v kapitalu turističnih družb je neke vrste anomalija v turističnem sistemu Slovenije. To ni normalno, v določenem delu, predvsem lokalne skupnosti, tudi v svetu včasih normalno, da so v lastništvu ali solastništvu, medtem ko širši javni sektor pa ni normalno in je anomalija, ki je tudi en od izzivov. Torej 36% deleža posredno in neposredno, to se pravi neposredno država, občine, KAD, SOD, banke v državni lasti in vsi preračunani deleži. Ti so seveda različni, ampak če jih seštejemo, so razmerja takšna. Tukaj pa ni zajeto potencialno povečanje še dodatnih deležev, ki lahko nastane z izvrševanjem zavarovanj na deležih teh turističnih družb v izvršilnih postopkih lastnikov turističnih družb. Tukaj še najmanj 10-20% se lahko ta delež poveča, potem imamo pa že resen problem anomalije, o katerem je potrebno začeti takoj razmišljati in seveda tudi ustrezno ukrepati. No, za konec, da naredimo neke zaključke, povzamemo. Pozitivno je v tej analizi, da je konstantna rast prihodov in nočitev vseh letih v preteklosti, da torej obstaja perspektiva in zadosten trg za razvoj dejavnosti in da so tudi napovedi v evropskem merilu in globalno pozitivne in ustrezne za nadaljnji razvoj dejavnosti. Zelo negativno je to, da smo dosegali prenizko zasedenost kapacitet, da dinamika rasti nočitev in intenzivnost trženja in odpiranje novih trgov niso sledili rasti kapacitet. Skratka, vložili smo v kapacitete, hkrati pa nismo dovolj vložili v trženje in odpiranje novih trgov in dostopnosti Slovenije za te nove in obnovljene kapacitete. To je zelo močno sporočilo in govori o prioritetah kratkoročnih za naprej. Slabo je, da smo dosegli prenizko doseženo povprečno ceno, da je bil problem v fokusiranem trženju, v pozicioniranju na trgu ali pa strukturiranju produkta ali obratno. Tukaj pa je velika naloga uprav in nadzornih svetov in lastnikov, ki jo morajo tudi videti. Zelo so se poslabšali pogoji poslovanja, se pravi terms of trade, stroški vhodni so narasli veliko bolj, kot so narasli cene in prihodki. Prenizka je dodana vrednost in negativni poslovni rezultati, ki načenjajo substanco dejavnosti. Pozitivni premik je znižanje stroškov dela in rast EBITDA-ja oziroma bruto donosa iz poslovanja, kar govori o tem, da se da narediti, če se želi. Zelo negativen vpliv ima previsoka zadolženost in naraščajoči stroški financiranja. Seveda, sicer se pojavlja zmanjšanje finančne zadolženosti v zadnjem letu, videti pa je treba, kaj to pomeni pri rasti obveznosti iz poslovanja. Negativna je izredna koncentracija lastniške strukture večinskega deleža kapacitet v nekaj finančnih holdingih in javnem sektorju. Dejansko nekaj finančnih holdingov in javni sektor obvladujejo 80% slovenskega turizma, merjeno v prihodkih in kapacitetah. Potem je negativno tudi pomanjkanje podjetniške prodornosti v Sloveniji in nezadostno stimulativno poslovno okolje za
preko podjetniško kulturo in razvoj podjetništva. Prevelik delež javnega sektorja v lastništvu, ki je anomalija seveda, in prenizka stopnja internacionalizacije kapitala, upravljanja in posledično tudi mednarodnega trženja v slovenskem turizmu. V Sloveniji imamo mogoče, pa zelo resno mislim, mogoče 3 tuje naložbe, ne? Pa še za te nismo sigurni, če so tuje. Kakšne so usmeritve, razvoj in priložnosti? Torej, sledeč iz diagnoze, ki smo jo iz teh podatkov upravili, je nujno na kratek rok povečati obseg trženja, nišno usmerjenost, odpiranje novih trgov, tudi večjo letalsko dostopnost in učinkovitost trženja. To so ključni kratkoročni koraki, ki lahko pozitivno premaknejo zadeve glede na diagnozo. Poudarek mora biti na kakovosti upravljanja hkrati ob obvladovanju stroškov, dobaviteljev, energetskih ustreznih rešitev. Kapitalsko, finančno restrukturirati in razdolžiti je treba podjetja, treba ustvariti pogoje, ki so financiranje, ki so primerni za turizem, z ročnostmi, obrestmi, ugodnejšimi, primernejšimi viri, mogoče celo posebnimi finančnimi programi za turistične projekte v sodelovanju institucij pristojnih. To mora biti povezano z jasno izhodno strategijo in politiko države, državnih skladov in bank iz lastništva turističnih družb. Na kratek in srednji rok je treba oblikovati jasno politiko in jasne ukrepe za končno privatizacijo, mogoče celo razmisliti o enem skladu za privatizacijo in razvoj turističnih družb, paralelno z ali pa v istem smislu, kot se zdaj oblikuje tudi ta banka, ki ne bom rekel, kako se imenuje. To bo seveda vplivalo na povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja in končno privatizacijo ter internacionalizacijo kapitala in upravljanja družb in njihovega premoženja. Ob tem je vedno treba razmišljati, da je osnova za uspešen razvoj turizma je podjetniška kultura in pospeševanje podjetništva v državi. Torej, zaključim, če nam uspe, bi rekel, s tem prebojem, potenciali obstajajo, izzivi obstajajo, s katerimi se je treba spopasti, seveda, ne, in o povečanju prihodkov, ki so tudi strateško opredeljeni in katerega uresničevanje vsi zasledujemo, se lahko realizira 15.000 novih delovnih mest in dodatnih 280 milijonov evrov stabilnih javnofinančnih prihodkov in dolgoročno seveda poveča gospodarske aktivnosti v vseh povezanih dejavnostih z tem visokim multiplikatorjem. S tem bi jaz tudi zaključil in se vam zahvalil za pozornost. Predstavljene številke in oblikovani izzivi jasno govorijo o tem, da je slovenski turizem na razpotju. Kličejo konkretnim rešitvam in naj ti izzivi za zdaj ostanejo z nami za okroglo mizo. Naj spomnim, da je eden temeljnih ciljev dnevov slovenskega turizma tudi ta, da panoga posreduje Vladi Republike Slovenije jasno sporočilo, s katerimi težavami se sooča, kje vidi priložnosti in kaj so potrebni koraki. In veseli nas, da je bila z nami na tem plenarnem delu tudi predsednica Vlade Republike Slovenije, magistra Alenka Bratušek, a na tem mestu mi jo moram žal opravičiti. Načrt je bil, da se nam pridruži na okrogli mizi, a mora žal zaradi neodložljivih obveznosti v Ljubljani. Najlepša hvala za vašo prisotnost, obisk in sodelovanje in prijetno pot. Z nami tudi na okrogli mizi pa ostaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, magister Stane Stepišnik, se opravičujem, ki mu v kontekstu priložnosti pa tudi identificiranih težav slovenskega turizma predajam govorniški pult za uvodni nagovor. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, snovalci slovenskega turizma, spoštovani soorganizatorji, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Z velikim veseljem danes sodelujem na tem osrednjem strokovnem turističnem dogodku v Sloveniji, Podčetrtku, najlepšem, manjšem kraju v Evropi. Najprej
iskreno čestitam turističnemu gospodarstvu ob jubilejnem 60. gostinsko-turističnem zboru. Prav tako izražam izredne čestitke vsem, ki bodo nocoj prijeli priznanja, saj so razvoj turizma prične v srcu vsakega posameznika, nadaljuje na lokalni ravni, se razvija na ravni turistične destinacije in razcveti v mednarodnem merilu. Partnerji slovenskega turizma smo se že tretjič zapored zbrali na skupnem dogodku, ki pod eno streho združuje nekoč ločene aktivnosti. Naše sodelovanje krepi partnerstvo, ki je rdeča nit skupnega strateškega dokumenta za razvoj slovenskega turizma in je temelj njegovega napredka. Ta strategija bo tudi vključena v strategijo razvoja Slovenije, ki se pripravlja. S tem, ko se javni sektor, turistično gospodarstvo, civilna družba in izobraževalne inštitucije ter druga strokovna javnost z področja turizma povezuje in skupaj analizirajo aktualno stanje ter si zastavljajo smernice za nadaljnji razvoj, smo na pravi poti. Turizem je dejavnost, ki vpliva na celotno gospodarstvo, ustvarja številna delovna mesta in vpliva na uravnotežen regionalni razvoj. Zato mu tudi vlada namenja posebno pozornost. Kako močno stavimo na turizem? Odgovor je, da močno stavimo nanj. Tudi sam se zavzemam za to, da sprejemamo odločitve in ukrepe, ki bodo krepili gospodarstvo in razvoj turizma pri nas. Danes se bo Slovenija na lestvicah konkurenčnosti uvrščala čim više. Tako vlada kot Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se trudimo oblikovati ustrezno poslovno okolje in zmanjševati administrativne ovire. Tako bi olajšali poslovanje turističnih in drugih podjetij ter jim omogočili večjo konkurenčnost. Seveda pa morate lastniki in menedžment podjetij prav tako upraviti svoj del naloge, optimizirati stroške poslovanja, povečati tržni delež in oblikovati ugodno delovno okolje. Naša lepa dežela z raznoliko pokrajino, bogato naravno in kulturno dediščino, z gostoljubnimi prebivalci, kakovostno turistično infrastrukturo in gastronomskim bogatstvom je le izhodišče, na katerem lahko gradimo. Le s pomočjo izvirnih zamisli, inovativnosti, ustvarjalnosti, dela in predanosti vseh, ki se ukvarjate s turizmom, lahko ustvarimo in ponudimo konkurenčne turistične produkte ter uspešno konkuriramo na svetovnem turističnem zemljevidu. Turizem je vendarle eden izmed stebrov uspešnega mednarodnega sodelovanja in povezovanja med ljudmi. Spoštovani, na dnevih slovenskega turizma se bodo odvili številni dogodki, zato vas vabim, da se jih udeležite. Zvrstila se bodo tudi številna tekmovanja v okviru 60. gostinsko-turističnega zbora. Na njih se boste lahko seznanili tudi z mladimi, ki stopajo na pot soustvarjalcev gostinstva in turizma pri nas. Veseli me tudi, da bomo lahko na okrogli mizi, ki bo sedaj sledila, spregovorili o izzivih, viziji in o ključnih priložnostih za še večji preboj turizma. Želim vam veliko ustvarjalne energije in prijetno druženje ter uspešno delo, pa ne le v okviru dnevov slovenskega turizma, ampak vse dni v letu. Če skupaj zavihamo rokave, bomo zagotovo še bolj uspešni. Hvala lepa. Ministra prosim, da ostane kar z nami na odru, hkrati pa vabim, da se nam na odru pridružijo tudi drugi cenjeni gostje. Vabim Zdravka Počivalška, prosim, da se nam pridruži, Petra Vesenjaka, kar po tem vrstnem redu, magistra Mateja Narata, gospoda Janka Medja in magistra Simona Masnaka. Hkrati pa na oder z veseljem vabim profesor Tanjo Mihalič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo moderirala okroglo mizo in z veseljem predajam besedo.
Hvala lepa. Spoštovani udeleženci Dnevov slovenskega turizma, dobrodošli na okrogli mizi Kako močno stavimo na turizem. Današnji gostje, s katerimi se bomo o tem pogovarjali, so minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, magister Stanko Stepišnik, gospod Zdravko Počivalšek, predsednik Gostinsko-turistične zbornice in tudi direktor Term Olimia, gospod Peter Vesenjak, direktor skupine Hosting in tudi lastnik in direktor hotela Mitra na Ptuju, gospod Janko Medja, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, magister Matej Narat, predsednik uprave Sava DD Holding in magister Simon Masnak, izvršni direktor Alta skupine in analitik ekonomskih dogajanj. Osnovna vprašanja, na katera bomo skušali odgovarjati na tej okrogli mizi, smo izpeljali iz študije podjetja Skupina Hosting, ki je bila danes tukaj tudi predstavljena. Glede na vabljene sogovornike bomo odgovor za večji preboj slovenskega turizma iskali v razlikah oziroma v neobičajni lastninski strukturi turističnega sektorja, kjer smo videli, da je neproporcionalno velik delež lastnine v lasti javnega sektorja. Vprašanja, na katera bomo odgovarjali, so prikazana na platnu. Zanimala nas bo, kdo in kako aktivno upravlja slovenski turizem. Prosim režijo, da vprašanja obdrži na platnu, zato da bomo lahko usmerjali našo diskusijo. Gospod minister, dovolite mi, da predno vam postavim prvo vprašanje na tej okrogli mizi, da postavim dve tezi oziroma dve izhodišči. Prvo. Vaša vizija razvoja Slovenije je jasna. Prisegate na dolgoročne, pametne ukrepe, ki bodo izboljšali gospodarsko in družbeno stanje v državi. Ste zagovornik spodbujanja konkurenčnosti, visoke ravni zahtevnosti proizvodov ter inovativnosti, stavite na pametne investicije, ki dvigujejo dodano vrednost. V širšem kontekstu razvoja Slovenije pa vas še nisem slišala govoriti o turizmu kot o pametni dejavnosti za razvoj Slovenije. Vaše izjave v turizmu, tako se zdi, so sicer pozitivne, a vezane na turistično usmerjene dogodke in na turistične deležnike. Drugo izhodišče. Če dovolite, pameten pogled na razvoj turizma pravi, da je turizem kot smetana na torti. Bolj bo Slovenija razvita, inovativna, večjo dodano vrednost bo imela, več bo prispeval k državi tudi turizem s pozitivnimi učinki. Vendar pa Svetovni gospodarski forum in lestvica konkurenčnosti, o kateri ste tudi vi danes govorili, opozarja, da je eden izmed dejavnikov, da je ta smetana na torti lahko res debela, tudi mesto turizma na vladnem parketu. In ta isti forum pravi, da se v Sloveniji na vladnem parketu o turizmu premalo pogovarjamo. Če dovolite za ilustracijo, Avstrija je na rangirni lestvici 140 držav na 14. mestu, glede na mesto, ki ga ima turizem v vladi, v Sloveniji na 116. mestu. Gospod minister, ne sprašujem vas, kakšno strategijo turističnega razvoja ima sektor turizem. Ne sprašujem vas, kaj dela direktorat, ki je pristojen za razvoj turizma, ker to ni vladni parket. Sprašujem vas širše. Kakšen je pogled na vizijo turizma s strani vlade in razvoja Slovenije in kako aktivna je v razvoju turizma vlada? Hvala lepa za vprašanje. Moram odkrito povedati, da sam nisem velik strokovnjak za turizem, ampak ga pa zelo koristim, spodbujevalec je pa moja žena, tako da celo leto sem aktiven na tem področju. Res je, v strategiji razvoja Slovenije namenjamo turizmu kar znaten del, veliko je pripomogla ta strategija razvoja, ki je narejena, da bomo lahko vključili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti turizma.
Kot smo prej videli sami podatke, v turizmu in tudi v Sloveniji smo veliko vlagali v infrastrukturo. Vendar kapacitete niso bile izkoriščene, podobno velja tudi za gospodarstvo, če hočete, pa tudi za regionalni razvoj. Za turizem je bilo namenjeno v finančni perspektivi 2007-2013 144 milijonov evrov, od tega smo že koristili 28 milijonov evrov. Ugotavljamo, tako kot tudi na regionalnem razvoju, da so pa rezultati dosti slabši, negativni. To se pravi, da nismo izkoristili te priložnosti. Zato mislim, da v bodoče je teh mogoče kapacitet za naslednjih 5-6 let dovolj v Sloveniji in je treba predvsem delati na vsebinah. Z vsebinami bomo privabili dosti več turistov v Sloveniji in pa z zgodbami, celovitimi zgodbami, celovito ponudbo za turizem. Turizem je pomembna gospodarska panoga, saj smo slišali, ustvarja tudi pozitivno blagovno menjavo, ima pozitiven učinek na družbeni bruto produkt v dosti veliki višini in če bi uspelo ustvariti 3 milijarde teh prihodkov, potem je to res znaten del v naslednjem 5-letnem programskem obdobju k prispevku gospodarske rasti. Jaz osebno in vlada, in ko se pogovarjamo o turizmu, ga res podpiramo. Ampak v zadnjih 3-4 mesecih so bili drugi problemi tako veliki, da dejansko mogoče se je o turizmu premalo slišalo. Hvala. Ja, hvala lepa za ta vaš zaključek. Kdo bo zdaj ustvaril te 3 milijarde deviznega priliva, se pravi, kateri kapital, sprašujem, in se vračam na ugotovitev o relativno neugodni lastniški strukturi v turističnem sektorju, kjer je velik delež lastnine v rokah javnega sektorja, država pa, kot vemo, je slab lastnik. Na primeru slovenskega gospodarstva so dokazali, da obstaja povezava med nadpovprečno visokim lastniškim deležem javnega sektorja in slabim poslovnim izidom. Z drugimi besedami, država, bodisi direktno ali indirektno preko skladov, se je izkazala kot slab lastnik ali kot pasiven lastnik. Lastništvo v rokah domačega ali tujega kapitala in notranje lastništvo menedžerjev ali zaposlenih se je izkazalo za boljše ali za aktivno lastništvo. Gospod Počivavšek, ste predsednik Gostinsko-turistične zbornice in torej predstavnik turističnega gospodarstva. Ste pa tudi direktor Term Olimia in torej menedžer. Kakšen je pogled na vizijo in uspešnost turizma strani menedžmenta turistične panoge, kako aktivni so vaši lastniki in kakšne lastnike in kakšno vlado bi si vi želeli? No, jaz moram najprej povedati, da v našem primeru ta trditev, ki ste jo postavili, ne drži in jo s številkami demantiramo. Kljub vsemu, da smo v zadnjih 6 letih prišli v našem podjetju že skoraj do nadpolovične nedržavne lastnine, se nam je po bankrotu enega od pomembnih lastnikov zgodila država v 76%. In z razvojem in pa samim rezultati skozi upravljanje nadzorni svet, ki je tako ali drugače postavljen strani države in strani našega poslovodstva, na nek način dokazujemo, da smo in poslujemo pozitivno. Zdaj, s tem ne želim zagovarjati obstoječe oblike lastništva. Povedati moram, da se moramo kot menedžment ukvarjati z tekočim poslovanjem, da moramo pod prepoznavnostjo Slovenije taka, kot je, naše storitve prodajati doma in v tujini in da moramo pač skrbeti za rezultate. Gre pa za to, da so se po našem mnenju pogoji v zadnjem obdobju slabšali, tako kot smo prej videli v prezentaciji, vendar pa samo delo v turizmu na nek način omogoča nam, menedžmentu, kreativnost. Mi v Termah Olimia in tudi mislim, da ves v glavnem slovenski turizem se giba v smeri drugačnosti, da nimamo znotraj dveh izbir,
med strategijo razlikovanja in pa strategijo vrednosti, se pravi pri strategiji vrednosti nizka cena in standardna kakovost in pri strategijo razlikovanja imeti nekaj drugačnega, boljšega in tudi višjo ceno, nimamo dobenega drugega izbora, kot odločiti se za to biti drugačen. Samo delo v podjetjih, ker pač je dovolj znanja, se lahko giba v tej smeri, vendar pa v zadnjem obdobju, kljub vsemu, ta lastniška struktura ne postaja direktno breme, ampak je na nek način neka naloga, da se spremeni. Jaz lahko odgovorno rečem, da se mora naš turizem bolj internacionalizirati na obeh področjih. Na enem je že naredil pomembne korake, slišali smo, da imamo že v povprečju 60% tujih gostov, se pravi, s tem procesom v smislu gostov je potrebno nadaljevati. Na drugi strani pa je potrebno narediti res odločen korak v internacionalizaciji na tem lastniškem področju. Tukaj ne vidim nobene nevarnosti pred tujim kapitalom, pred tujimi lastniki. Če še v kakšni drugi panogi obstaja diskusija na to temo, ali bo tujec kupil neko obrat, tovarno, pa s tem kupil tržišče in zaprl proizvodnjo, si vsak vlagatelj v turizmu kupi problem. Problem, kako napolniti te kapacitete. In jaz v Termah Olimia si med tremi, po mojem mnenju, teoretičnimi možnostmi želim najbolj tujega lastnika iz branže, s katerim bi prišli v kontakt do večjih možnosti za še več tujih turistov pri nas. Na drugo mesto bi dal kombinacijo med menedžmentom in pa lokalno skupnostjo, ki ima neko težo in tudi naši bližnji okolici v Avstriji, vsaj v tem termalnem delu, so nekateri primeri pozitivnih rešitev. Najmanj bi si pa želel take ali pa drugačne, pa brez zamere, domače lastniške verižne opcije. Hvala lepa. To je bil sedaj pogled za strani menedžmenta. Menedžment pravi, mi delamo dobro, naši rezultati so dobri. Zanimivo bi bilo vprašati, kaj si o tem mislijo vaši lastniki. Pa bom zato zdaj vključila gospoda Petra Vesenjaka, ki je lastnik in direktor hotela Mitra na Ptuju. Gospod Vesenjak je tudi direktor svetovalnega podjetja Hosting, bil pa je tudi v vladi, in sicer skoraj v vladi, kot državni sekretar Republike Slovenije za turizem v takratnem Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v letih 1995 do 1997. Zato vas sprašujem, kako vi gledate na konkurenčnost turizma skozi prizmo vladnega parketa in ali kot zasebni lastnik dosegate boljše rezultate in boljše cene kot v povprečju vaša dejavnost? Kakšno lastniško strukturo potrebuje panoga? Ja, imam 27 let izkušenj v turizmu, od tega je 7 let v javnem sektorju, 3 leta v vladi oziroma ministrstvu, 4 leta pa tudi v občinskih strukturah na lokalni ravni, ostalo pa v privatnem sektorju. Tako da poznam obe strani in vsa področja delovanja, bi rekel, lokalne skupnosti, zasebnega sektorja in vladne ravni. V zasebnem sektorju, kar se dela hotela tiče, dosegamo približno povprečje dejavnosti, mogoče malo nad, kar se tiče zasedenosti, pa povprečne cene, kar nekaj nad. Vendar se gre tukaj za butični manjši hotel, kjer lastnik seveda mora biti vedno prisoten in izredno ostro kontrolirati, bi rekel, stroške, poskušati optimirati, maksimirati prihodke. In tudi osebno priznam, da če se človek posveti in resnično osebno nadzira vse procese, lahko ogromno privarčuje. Tudi če si omejen na prihodkovni strani, ker si omejen z okoliščami, z destinacijo in z uspešnostjo destinacije. Kot hotelir si vedno, rekel, definiran tudi z destinacijo, z pozicioniranjem destinacije in okolja, v katerem je tvoj hotel. Zato so znani investitorji v hotelirstvo vedno postavljali lokacijo kot eno zelo pomembnih kategorij pri odločanju za investiranje. Vendar pa pri optimiranju ogromno lahko narediš in jaz moram povedati, da pri majhnem hotelu recimo z
30 sobami se da, bi rekel, plus ali minus 80 do 100 tisoč evrov letno potrošiti več ali pa priparčevati ob enakih prihodkih in enakem številu gostov in zasedenosti. Tako da seveda tu je drugačen odnos, je oseben odnos in vsak cent, vsak kilogram, vse se kontrolira in razporeja delo takrat, ko je, ne takrat, ko ga ni in seveda tudi veliko osebnega družinskega dela vključuje. Tako da ta izkušnja je zelo pozitivna, trda, ampak pozitivna. Kar se pa tiče pravilne lastniške strukture, pa če izhajam tudi iz lastnega primera in iz splošnega stanja, ki sem ga tudi v prezentaciji predstavil, zagotovo v Sloveniji manjka manjših družinskih, butičnih hotelov, lastnikov, podjetnikov, ki bi naredili ponudbo še bolj pestro, še bolj raznoliko, privlačno, ki bi zapolnili, bi rekel, te vse kotičke Slovenije z ustrezno ponudbo. Medtem ko pri večjih hotelskih družbah v Sloveniji se mi pa zdi, da bi mogoče z drugačno organizacijo teh družb lahko dosegali tudi nekoliko boljše rezultate in večjo učinkovitost obvladovanja premoženja, ki se je nakopičilo v finančnih holdingih ali pa v družbah, ki obvladujejo precej kapacitet. Prav zaradi specifike turizma, ki mora biti dosti individualiziran, z veliko odgovornosti, z veliko osebnega truda tistih, ki vodijo posamezne destinacije ali posamezne objekte. Zagotovo je lastniška struktura preveč koncentrirana. Se pravi, nekaj bo treba nekaj bo potrebno na tem storiti, verjetno bodo ti obstoječi finančni holdingi morali se reorganizirati, ni nujno, da se znebijo lastništva, ali pa ga vsaj drugače organizirajo, njegovo upravljanje, z ciljem doseganja večje donosnosti, ker to je njihov osnovni motiv seveda. Na področju manjših ponudnikov in podjetništva pa seveda je zagon tega dela odvisen od splošnih pogojev poslovanja, ali bo davčna zakonodaja, poslovna zakonodaja, delovnopravna zakonodaja v Sloveniji takšna, da bo fleksibilnejša in bo stimulirala podjetnike za vlaganja in za razvoj teh manjših ponudb ali ne. Zaenkrat žal ni, ker recimo teh manjših hotelov v Sloveniji lahko na prste ene ali pa dveh rok preštejemo, nažalost. Moralo pa bi jih biti v Sloveniji ogromno, ker Slovenija je majhna, butična, romantična in ravno takšna ponudba naj bi formirala tudi neko jedro ponudbe. Zraven seveda velikih sistemov in velikih družb, ki jih bomo vedno imeli in jih tudi potrebujemo. Hvala lepa. Jaz bom zdaj povzela predvsem tisti del vašega izvajanja, ki govori o aktivnem interesu lastnika za rezultate in za napore v poslovanju. Sava DD Holding upravlja z zajetnim delom slovenskega hotelskega sektorja, da omenim samo nekatera znana imena: Savinih hotelov, Sava hoteli Bled, Terme 2000 in Livada, Ajda Termal, zdravilišče Radenci, Terme Banovci, Terme Ptuj in tako dalje. Magister Matej Narat, vi ste predsednik uprave Sava DD Holding. Pred kratkim ste izjavili: Sava turizem je pozitiven izid in zato turizem postaja strateško področje za naše podjetje. Kakšen je pogled na vizijo in uspešnost turizma s strani lastnika hotelov? Kako aktivni ste v upravljanju vaših hotelov in ali boste upravljanje prepustili drugim in če komu? In ali so vaši hoteli naprodaj? Dober dan vsem še z moje strani. Hvala za vprašanje, Tanja. Jaz sem te prosil, če mi jih prej poveš, pa nisi hotela, tako da bom malo improviziral. Mislim, da nisem izjavil, da za voljo tega ostaja turizem naša strateška okupacija, kar deluje pozitivno, kar je lansko leto konsolidirano. Savski turizem po mnogo letih deloval s pozitivnim rezultatom. Ampak to je postalo s tem, ko je prišlo do nove strukture in ko je bila napisana nova strategija, soglasno potrjena na nadzornem svetu,
Savinega holdinga pred približno 2 letoma, septembra 2011. Ta se je odločil na podlagi seveda celega kupa strokovnih mnenj in tudi pomoči iz tujine svetovalcev, ki so jih zahtevale banke, da opredelimo v tem relativno širokem spektru dejavnosti, ki jih bo Savin holding še vedno razvijal, katere bo konsolidiral, iz katerih pa se bo umikal. Sava je potem v zadnjih 2 letih postala na tem področju izjemno aktivna. Brez lažne skromnosti lahko rečem, da je 5 največjih transakcij v zadnjih 2 letih bilo opravljene v okviru naše skupine. Konkretno prodana v transparentnem mednarodnem tenderju je bil preostanek gumarstva, tehnična guma, največja transakcija po drugi kolinski v Sloveniji. Prodane so bile Savine nepremičnine, Sava IP, Terme Maribor, kjer smo bili z NFD-jem večinski lastnik, Ljubljanske mlekarne, kjer smo z NFD-jem obvladovali velik delež. NFD pa je predtem kot naša, ne bi rekel sestrska, pač pa sestričnarska družba prodala še Etol. Bližu 200 milijonov evrov premoženja je bilo prodanega in temu primerna je bila tudi razdolžitev. Kaj smo se potem odločili, da z lanskim letom začnemo s konsolidacijo na področjih, ki pa sta ostali strateški. Eno je bančno, finančno, pa ne za voljo tega, ker bi si ga želeli upravljati, ampak zato, ker kupcev na tem segmentu preprosto ni. Drugo, ki se je pa izkazalo kot tako, da ga je vredno razvijati, da je preprosto nek upside v tem segmentu in da možnosti za njegov razvoj, tako z vidika prihodkov konsolidacije, kot seveda tudi dodane vrednosti, denarnega toka in nenazadnje dobička, obstaja pa je seveda področje turizma. Tako smo lansko leto s 1. januarjem združili vse Savine turistične dejavnosti oziroma turistične destinacije v enovito družbo Sava Turizem DD kot največjo slovensko turistično družbo in rezultati so bili relativno kmalu vidni. Zaradi stroškovne racionalizacije, ki je bila včasih tudi boleča, pa še česa drugega je Sava v lanskem letu pač beležila rekordni rezultat, tako na EBITDA, na dobičku. Vendar s tem Se upravičujem. Vendar s tem ne moremo biti zadovoljni. Rezultati letošnjega leta nas vse skupaj podžigajo, da je seveda treba delati na tej smeri naprej. Verjamem v konsolidacijo, konkretno, verjamem v konsolidacijo in v skupini Sava verjamem v konsolidacijo na tem segmentu, kar nedvomno dokazuje tudi naši poskusi, kjer imamo neposredne deleže, kot je Hoteli Bernardin. In pa še širše, se strinjam s svojimi predhodniki, gospodom Vesenjakom, da butični turizem bi znal biti zanimiva in potrebna sestavina turistične ponudbe v posamezni državi. Hkrati pa seveda, kot je tudi on povedal, ne moremo mimo tega, da bo znotraj Slovenije nekaj relativno velikih turističnih kompleksov ali pa turističnih družb s ponujanjem storitev, ki jih preprosto manjši ne morejo. Hvala Bogu, komplementarna mora zadeva biti nuditi. Zdaj, kako upravljamo to zadevo, jaz se ne bi omejeval, da z državno lastništvo per se je slabo, ali pa da je zasebno, ali pa tuje per se in kar tako je po definiciji dobro. Mislim, da o tem morajo govoriti rezultati. V vseh teh segmentih smo zahtevali dvotirni sistem korporativnega upravljanja. Jaz mislim, da naši novi upravi ni enostavno. Tu so v drugi vrsti, lahko jih vprašate. Zahteve lastnikov so velike. Hudič je v tem, da je ta trenutek sintagma finančni holding skoraj psovka v Sloveniji. Gre za normalen pojav in če ga zgolj očistimo predsodkov, da finančni holding izčrpava svojo aktivo, se pravi podjetja, ki jih ima v svoji lasti, je to lahko povsem normalna finančna struktura. Jaz lahko zagotovim z tega mesta, da odkar sem tu, zaprej težko govorim, odkar je tu nova ekipa, seveda ne samo zavoljo tega, ker se nam to zdi prav in ker smo to postavili kot eno sintagm ali pa pravil prese, ampak zato, ker so nam tudi banke, tudi zato, to ni mogoče, ker so nam banke precej zavezale roke v zadnjem času, kar je prosto normalno in upravičeno, zaradi izkušenj, ki so jih imeli v preteklosti. Tako da Sava, DD ne izčrpava in tudi Hoteli Bernardin, torej tudi recimo da holding, kjer je tudi Sava neposredni del lastnika, ne izčrpavamo turističnih divizij pod sabo, to je zelo jasno, želimo pa da seveda in pritiskamo, da delujejo bolje.
In brez tega seveda ne bomo nek malo mi lastniki, ampak bojo banke, pa vprašanje, kaj se bo potem zgodilo, lahko se zgodi še kaj hujšega, kot se danes dogaja na severozahodu Slovenije, kar nikomur seveda ne more biti v čast ali pa v veselje. Tako da, ali je kaj na prodaj? Jaz pravim, vse je na prodaj in nič ni na prodaj, lahko pa to tudi specificiram. Obstajajo marginalni deli našega turizma ali pa deli, ki jih lahko drugi upravljajo bolje kot mi. Morda celo manjše nastanitvene kapacitete, lahko pa kakšna suportivna dejavnost. Nekaj pogovorov o tem je že v teku, tako da boste kmalu seznanjeni. Bomo kmalu izvedeli več. Gospod Narat, zelo ste profesionalni, res niste rekli, turizem postaja strateško področje, junija letos ste izjavili, turizem ostaja naše strateško področje. Pa si poglejmo zdaj od podjetja, ki stavi na turizem, kako strateško pa so naložbe v turistični sektor za banke. Ponavljam tezo, čeprav ste jo zanikali, o dobrih aktivnih in slabih pasivnih lastnikih podjetij in tezo, da javni sektor po dosedanjih raziskavah v Sloveniji sodi v to drugo kategorijo. Dejanska situacija pa kaže, da se delež javnega sektorja, če bodo banke pričele unovčevati svoje garancije, lahko celo poveča za 10 do 15%. Naša največja banka, Nova Ljubljanska banka, je direktno lastnik kar nekaj turističnih podjetij v manjšem deležu. Termana Laško 21, Istrabenz za turizem 14, Uniorja 8, Rimskih term in tako dalje. Dodatno k temu, posredno preko drugih družb, ki so tudi v lasti Nove Ljubljanske banke, pa so ti deleži še večji. Gospod Janko Medja, vi ste predsednik uprave Nove Ljubljanske banke in vsaj preko kreditov lahko vplivate na usodo teh družb. Zanima pa nas, kako strateške so te naložbe v turistični sektor za banko, kako aktivni ste v upravljanju vaših hotelov, ali jih boste pomagali konsolidirati in ali so morda na prodaj. Hvala. Najprej hvala za vabilo tudi organizatorju pa za dobro organizacijo. Jaz bi malo, če smem, vprašanje ločil, pa bi govoril posebej o tistih deležih, kjer je banka lastnica, pa posebej o sodelovanju z turistično branžo oziroma turistično industrijo z običajnim bančnim poslovanjem, se pravi financiranje in tako naprej. Banka seveda ni postala lastnica tistih nekaj deležev in delnic v turističnih družbah po svoji izbiri, ampak seveda z unovčenjem določenih zavarovanj pri kreditih. Tako da ne želi biti lastnik in ni strateški lastnik. Do tedaj seveda, ko je lastnik in dokler ne uspe tega dezinvestirati, se bo trudila biti čim boljši lastnik, vendar, kot ste sama navedla, večinoma gre tu za manjšinske deleže, kjer pravzaprav nima besede na to, kaj se na lastniški ravni s podjetjem dogaja. Mi imamo za vsako naložbo v lastniške deleže že kar nekaj časa pripravljen načrt dezinvestiranja, tako da jaz se samo pridružujem vsem tistim, ki ste rekli, da je potrebna določena konsolidacija lastništva, da je potrebna določena mednarodnost lastništva, pa se zopet tudi pridružujem tistim, ki pravijo, da ni važno, odkot je lastništvo, važno je, da lastnik pozna branžo. Po mojem mnenju, morda se moramo majčkeno vrniti v preteklost, kako smo do tega vsega skupaj sploh prišli. Gospod Vesenak je zelo dobro pokazal, v letih 6, 7, 8 smo ogromno investirali v kapacitete v turizem in te kapacitete niso prinesle donosov, ki so bile zagotovo, pa če greste gledati dokumente nazaj, tedaj obljubljeni ti donosi, da bodo prišli, pa niso prišli. Zdaj, ali je za to kriva kriza, ali pa smo enostavno delali na elaboratih, ki so bili slabo narejeni, ali so bila te nove kapacitete slabo upravljanje, verjetno je cel kup razlogov, pa cel kup razlag. Ampak kar je nujno vedeti je pa to, turistična dejavnost je izjemno dolgoročna dejavnost. Ko ti investiraš, bodi si kot lastnik, bodi si kot financer, moraš nekomu zaupati za najmanj 15 let. Najmanj 15 let. Neka šala pravi, da tako ali tako vsaka turistična
kapaciteta dvakrat propade, preden postane profitabilna, ne, se pravi mora skozi 2 stečaja. To je zaradi tega, ker so investicije v te kapacitete izjemno dolgoročne, preden se povrnejo. In tu jaz vidim edino povezavo s tezo, da je država slab lastnik, mimogrede podobno je pa za bančništvo, ne. Ker pač predstavniki države so politično izvoljeni posamezniki, ki ne morejo, tudi če imajo najboljše želje, ne morejo zagotavljati stabilnosti, ki jo aktivno upravljanje potrebuje. Nemogoče. In zato in samo zaradi tega lahko človek trdi, da je država slab lastnik. Zaradi tega, ker ne zagotavlja stabilnosti na dolgi rok, ker se pač prioritete menjajo. Če greste gledati, 20 let nazaj je že obstajala strategija slovenskega turizma, jaz sem si jo izbrskal, noter piše praktično isto kot v današnji. Samo izvedlo se ni. Zakaj se ni izvedlo? Zato, ker ko pride nov, se opravičujem, predstavnik države, seveda mora pokazati, da je drugačen od prejšnjega, ne? Tako da mi za začetek potrebujemo konsenz med vsemi, tudi politika zame je vodenje države, ne? Tako da to so ljudje, ki jih treba spoštovati, pa je tudi postala psovka, ne? Mislim, da moramo preseči včasih to svoje kratkoročno gledanje, ne? Mi moramo tudi na politični ravni doseči konsenz, kaj je res potrebno delati, ne glede na to, katera vlada je na vrhu. Pa bom zdaj nehal o državi pa državnem lastništvu. Kar se tiče NLB-ja, NLB ima turistično dejavnost zelo visoko v čislih kot banka, želi z turizmom zelo aktivno delati in želi podpirati razvoj. Je pa tako, kot vsi mi ujeta v zelo, zelo težko situacijo v tem trenutku tako sama, kot tudi iz vidika turističnega portfelja, če hočete kreditov, ki so enostavno preveliki za tisti denarni tok, ki se ustvarja. Pa sem nazaj pri tistih kapacitetah, ki so neizkoriščene. Zaključil bi s tem. Tisti turistični menedžer, lastnik, delavec, ki bankam predstavi svoj koncept, kako bo delal na razvoju destinacije in pa tudi svoje firme, tako da mu lahko banka zaupa za 15 let, ne bo imel težave ne s prestrukturiranjem, ne z financiranjem. Ampak vam moram reči, da je takih izjemno, izjemno malo. Včasih imaš občutek tudi kot gost, da še vedno je daleč preveč tistega, kar je prej gospod Počivalšek zavrnil, prodajanje na ceno, bodimo po ceni, kdo je cenejši in tako naprej, in premalo strategije razlikovanja. In tudi bančniki in tudi drugi analitiki počasi že znamo primerjati panoge in videti, kaj bo funkcioniralo in kaj ne bo. In seveda tvegati denar depozitarjev za 15 let, ne, ali pa še več. Če ne verjameš, da neka ekipa zmore, pač ni odgovorno dejanje, ne. Želimo si pa podpirati to branžo. Zelo. No, hvala lepa, da ste nam natočili čistega vina, kako strateške so naložbe v turizem za banko, glede na pač zgodbo, kako so te prišle v last banke. Gospod magister Simon Masnak, ste izvršni direktor Alta skupine, ki pokriva področje storitev korporativnih financ in poslovnega svetovanja. Morda ste kdaj tudi napisali kakšen turistični elaborat o bodočih donosih v turizmu, ampak ne bom vas tega vprašala. Ste moj zadnji gost na okrogli mizi in čas je, da preskočimo na zadnje vprašanje, ki je tamle napisano. Vi ste, mogoče za izhodišče, očitno lastninska konsolidacija v turizmu se bo morala zgoditi. Vendar pa zaenkrat, razen tega, kar smo slišali danes, da banka ima pripravljene interne načrte za dezinvestiranje teh lastniških deležev tudi v turizmu, pa vendarle nekako še ne zaznavamo, da se ti lastninski deleži dejansko prodajajo oziroma ponujajo na trgu, da so razpoložljivi, da bi jih kupil takšen ali drugačen kapital. Tudi mislim, da v diskusiji, saj ne v turističnih krogih, še vedno ni jasno, kakšna je vloga pri tem lastnikov, kakšna je vloga države, kakšni bi bili možni scenariji in kakšne bi bile ovire. In zato vas kot analitika gospodarskih dogajanj sprašujem, kakšen je vaš pogled na uspešnost turizma z vidika gospodarskega analitika, ali
Različna lastniška struktura in različne vloge aktivne in pasivne akterjev slovenskega turizma pospešujejo ali ovirajo preboj, kako bi lahko dokapitalizirali oziroma privatizirali slovensko hotelirstvo. Ja, hvala za besedo. Zdaj, po vsem, kar smo danes slišali, mislim, da slovenski turizem v bistvu ni v popolnoma nikakršni drugačni vlogi, kot je slovensko gospodarstvo kot celota. Veliko kazalnikov, ki so bili danes prikazani, jih lahko posplošimo na celo slovensko gospodarstvo, kar je seveda škoda, ne, ampak tako je. Zakaj se ne konsolidira, zakaj ne prihaja do prodaje že zdaj, je zelo enostavno, ne. Gospod Medja je rekel, da imajo v večini turističnih podjetij, ker so lastniki, pač 10% lastniški delež, recimo, ali podobno. Na drugi strani imajo pa veliko več dolga. Se pravi, banki je seveda v prvem interesu, da dobi ta dolg povrnen, šele v naslednjem interesu, da naredi tudi lastniško transakcijo. Zdaj, tisti najbolj zaskrbljujoč podatek, ki smo ga danes slišali, saj po moje, pa ne vem, ali je točno ali ne, je, da gre danes več kot 80% vsega denarnega toka, ki ga ustvarite v turizmu, k bankam za odplačevanje posojil. Če je to res, potem ta strategija, ki je napisana, ni vredna tistega papirja, na katerem je napisana, ker to je ključno vprašanje, na katerega morate odgovoriti. Dolgovi so enostavno preveliki za denarni tok, ki ga ustvarjate. Seveda lahko reči, pa ustvarimo več denarnega toka, ampak s tem se ukvarjate, kolikor razumem, že več kot 20 let in ste ugotovili, da to ni ravno tako zelo enostavno. Prelomni dogodek, ki se bo zgodil, upam, da še v letošnjem letu ali pa začetku naslednjega, je seveda prenos tako imenovanih slabih terjatev na tako imenovano slabo banko. To bo trenutek resnice za celo slovensko gospodarstvo in če seveda spet ta podatek drži, za prej nekatero slovensko turistično podjetje tudi. Ne? Ko se bodo določena turistična podjetja znašla na slabi banki, zakon omogoča seveda veliko lažjo spremembo dolga v lastniški kapital, kar bo seveda razbremenilo stroškov financiranja sama podjetja, na drugi strani bo pa pomenilo, da boste dobili tudi nove lastnike s tem. Zdaj, kaj bi bilo potrebno storiti, da dobimo lastnike? Tako sem jaz razumel vprašanje. Ne? Jaz imam precej bogate izkušnje s stiki z tujimi vlagatelji, predvsem v zadnje leta, ko se ukvarjam z korporativnimi financami na Alti, sem praktično vsak dan v stiku z njimi in ne boste verjeli, njihove zahteve, njihove želje niso prav nič drugačne, kot so želje vseh vas, ki sedite v tej sobi. Tuji lastniki bodo prišli, če bo okolje, v katerega prihajajo, takšno, da bo za njih sprejemljivo, da jih bo pravzaprav veselo, da jih ne bo odbijalo tako, kot zdaj počnemo in seveda, da bo od davčnega režima pa delovne zakonodaje in tako naprej stimulativno vplivalo na nje, da bodo pripravljeni v to okolje vlagati denar. Če si predstavljate, kako banka gleda na to, kot smo prej slišali, 15 let je potreba posoditi denar, kako si potem šele predstavljate, da nekdo, ki z lastnim denarjem pride na določen trg in se mu dogajajo spremembe zakonodaje in tiste Excel, v katerem je izračunal, kakšen donos bo imel, čez noč kar naenkrat ne velja več. Ne? Se pravi, mi moramo samo sami sebe pogledati in se vprašati, kaj naši podjetniki, kaj vi v bistvu, ki tle sedite, potrebujete in želite, da bi lahko svojo dejavnost, svoje podjetje razvijali in če bomo to naredili, bojo potem tudi tujci vlagali veliko več v Slovenijo. Mislim, da je tudi zelo narobe ta fama, da mi želimo pa strateške vlagatelje, ne finančnih. Ogromno transakcij v tujini, v turizmu izvajajo ravno finančni vlagatelji. Zelo znano, Blackstone je recimo kupil Hilton hotele, ne? Pa zaradi tega Hilton hoteli seveda niso propadli. Tako kot smo že prej slišali, ne? Finančni vlagatelj, finančni holding, kakorkoli ga imenujete, a priori seveda ni slab vlagatelj. To, kar se je v Sloveniji dogajalo, da so pa nekateri zgradili 3 ravni, ne? In jih vsako od teh ravni zadolžili do konca. Tisti, ki ne veste, o čem govorim, se pravi, najprej imaš hotel, ki je sam po sebi zadolžen do konca, potem imaš holding, ki je zadolžen do konca, in potem imaš še lastnike holdinga nad tem v nekem svojem podjetju in še to je zadolžen do konca. Seveda to pa nikjer na svetu ni funkcioniralo in logično tudi v Sloveniji ni funkcioniralo. In nažalost, preden se ta dolg iz bilanc vseh teh 3 ravni ne spravi na neko določeno raven, ki jo je sposobno podjetje z denarnim tokom pa financirati, do takrat seveda rešitev ne bo, nažalost. Saj, poglejmo samo pretekle primere, Kranjski Merkur, ki je celo nekaterega predstavljajo kot zgodbo o uspehu, ampak to podjetje je še vedno zadolženo 12-kratnik dolga. Se pravi, banke še vedno niso požrle tisto celotno tableto, še vedno je treba odpisati precej dolga, da bo to podjetje lahko funkcioniralo in isto velja seveda tudi za vas v turizmu. Tako da ne bom predolg. Hvala lepa. No, verjetno
nismo odgovorili na vsa vprašanja glede lastništva v hotelskem sektorju, smo pa verjetno kar precej načeli vprašanja aktivnega in neaktivnega lastništva in zadolženosti v slovenskem turističnem sektorju. Videli smo, da so lahko neaktivni lastniki oziroma posledično visoki stroški energije, dela, materijala, komunalnih storitev ter financiranja, prenizka zasedenost zmogljivosti v primerjavi s konkurenčnimi destinacijami, neustrezno tržno pozicioniranje, ki ni sledilo naložb v spremembe turističnega proizvoda, prenizke cene, preskromna promocija in še bi lahko naštevali. Za zaključek te okrogle mize pa prosim vsakega od udeležencev, da kratko, res na kratko, največ 2 stavka, lepo prosim, pove, kaj je po njegovem ključen problem ali ključna rešitev tega, o čemer smo danes govorili, pa bom spet kar začela pri vas, gospod minister, prosim. Ja, hvala lepa za vprašanje. No, po moje sta 2 ključna problema. Prvi ključni problem je ta razkorak, ki je bil pokazan, da je potrebno v bodoče vso znanje in denar vlagati v turistični produkt, ki ga ponudimo turistu. Drugi problem pa je tako kot gospodarstvo prevelika zadolženost, premalo lastnega kapitala že na samem začetku, kaj šele zdaj, ko so se podjetja morala, bi rekel, konkurenčno usposobiti in so jemala nova kredite. Zadolženost je prevelika in tu bo potrebno ali preko zakona s sistemskim razdolževanjem, pa verjetno tudi s kakim drugim ukrepom, kjer se bodo krediti konvertirali v lastniške deleže, lastniški deleži pa potem prodajali transparentno na trgu, narediti ta 2 koraka, če želimo, da bo potem dejansko da bodo turistična podjetja imela boniteto in sposobnost nadaljnega funkcioniranja in tudi prejemanja določenih kreditov. Ja, prosim, gospod predsednik zbornice, gospod direktor, rešitve. Ker smo v gospodarstvu najprej kratkoročno usmerjeni, ker moramo preživeti letošnje leto, pa zastaviti naslednjega, si najbolj želim, da kratkoročno in hitro rešimo sistemsko financiranje nacionalne turistične organizacije po vzoru sosednjih turistično uspešnih držav Avstrije in pa Hrvaške. In to iz 3 virov, iz deleža iz turistične takse, iz turistične članarine, ki jo je Peter Vesenjak nekoč že poskušal uvesti, pa je potem padla na Ustavnem sodišču, in pa zadnji del iz budžeta. Kot rečeno, želimo imeti kot temelj kratkoročno 20 milijonov evrov za promocijo na nacionalni ravni, pod katero marelo bomo lahko podjetja uspešneje prodala zunaj. To je kratkoročno. Ne negiram ničesar dolgoročnega, moramo priti do tega. Hvala lepa, jasno in konkretno, turistična promocija. Gospod Vesenjak, kaj pa vi? Ja, jaz tudi mislim, da na kratek rok in na srednji rok je nujno zelo intenzivirati delo na kakovosti storitev v slovenskem turizmu. Najprej kakovost storitev. To je pot do ustrezne cenovne pozicije in tretje seveda obsežnejšega, intenzivnejšega in učinkovitejšega trženja. O tem pa je Zdravko tudi nekaj povedal. Se pravi, kakovost, cena, intenzivno trženje, to je tisto, kar mislim, da še manjka v slovenskem turizmu, v slovenskem hotelirstvu, da bi lahko dosegali tudi boljše rezultate, kot smo jih videli danes. Strateško gledano pa predlagam razmislek vladi o tem, da bi iz naslova tega deleža javnega sektorja, ki se povečuje v slovenskem turizmu v okviru teh sistemskih ukrepov pri slabi banki, mogoče za področje turizma tvorili poseben sklad, ne govorim o organizacijskih oblikah, ampak znotraj tega poseben sklad za privatizacijo in razvoj slovenskega turizma, ker zahteva določene specifične prijeme in stroko, ki bi na učinkovit način plasirala in restrukturirala ali razdolžila podjetja na način, ki ne bi negativno vplival na padec celotne panoge, da ne bi se panoga zlomila, ampak da bi z tem restrukturiranjem in končno privatizacijo pač tudi se zagnala v nek nov razvojni ciklus. No, zanimiv predlog, turizem si želi svojo banko,
da ne bo šel na slabo banko. Ne, nisem hotela uporabiti tega izraza namenoma, ne. Tudi gospod Vesenjak se ga je v svojem izlaganju na začetku namenoma izognil, vendar pa bi se vrnila k kakovosti in ceni. Gospod Matej Narat, magister Narat, se strinjate? Jaz mislim, da je potrebno glede na negativne trende letošnjega, pa iskreno upam, da ne tudi naslednjih let, odgovoriti v celotni panogi z večjo učinkovitostjo, tako stroškovno, racionalno, tako stroškovno, procesno in upravljalsko. In sam ne vidim drugega izhoda, kot da pride v tej panogi do konsolidacije lastniške ali pa upravljalske. Oboje je možno. In sem prepričan, da en velik del tega se bo tudi zgodilo v kratkem. Magister Medja, vaš pogled na eno rešitev ali en problem? Ni več kaj veliko dodati, tako da o razdolževanju ne bom. Nisem turistični strokovnjak, ampak vseeno bi nekaj komentiral, morda pa vprašal. Prvič, mednarodno se veliko govori o menedžmentu destinacij, ne posameznih firm. Zdi se mi, da je to bilo danes uvodno od gospoda župana omenjeno tule in sem bil zelo vesel, da sem slišal, da se tu promovira destinacija. Ne morem reči, da sem v drugih koncih Slovenije to videl. Predlagam, morda me lahko popravite, ampak predlagam veliko večjo težo na destinacije, ne na same igralce. No, mislim, da vidite, da ste udarili žebljico na glavico. Drugo, če mi dovolite, samo zelo na kratko, mislim, da v vseh panogah, pa velja od bančništva do turizma, je treba narediti večjo mešanico domačih pa tujih kadrov. Ne govorim o kapitalu, govorim samo o know-howu. To je vse. Dobro, hvala lepa. In zadnja beseda je vaša, gospod Medja. Simon Masnak, ja. Pardon. Ja, tudi jaz se lahko samo strinjam s tem, kar je bilo že povedan. Moja lastna izkušnja, recimo jaz sem delal 6 let na Ljubljanski borzi in jaz mislim, da sem bil v podobnem položaju, kot ste vi v turizmu. Ljubljanska borza ima danes, ne vem, če veste, najboljši informacijski sistem na svetu, nemško Xetro, trgovanja pa na njem praktično ni. Tudi vi lahko zgradite najboljši hotel na svetu, pa če destinacija ni razvita, nobeden ne bo prišel vam v hotel. No, o destinacijskem menedžmentu smo na dnevih slovenskega turizma že zelo veliko govorili in zagotovo tudi bomo še danes. Tako da hvala lepa sogovornikom za to diskusijo o lastninski strukturi in uspešnosti poslovanja v hotelskem sektorju. Sedaj pa imamo nekaj dragocenih minut za diskusijo, za vprašanja, mnenja, komentarje tudi iz publike. Lepo prosim diskutante, predstavite se z imenom in priimkom in povejte, iz katere branže oziroma funkcije prihajate. Lepo prosim tudi, ker imamo malo časa, če se v svojem izlaganju omejite na minuto ali manj. Prosim. Dobar dan, Aleksandar Mladovan iz kampa Leak z Nova Gorica. V samem turizmu sem začel 10 let nazaj z enim šotorom in kar spremljam slovenski turizem, se mi pojavlja eno samo vprašanje. Vedno govorimo o turizmu na veliki nogi, velikih hotelih, kjer je država posredno oziroma neposredno lastnik. Mene zanima, glede na to, da imam 10-letna izkušnja, zakaj je vedno majhen ponudnik zanemarjen? Zakaj se, a ne, kako je že gospod Vesenjak izpostavil majhne družinske zgodbe, kjer se posredno tudi ohranja okolje, ki ga Slovenija tako promovira. Hvala lepa. Toliko samo. Hvala lepa za vprašanje. Če zdaj to vprašanje naslovim mogoče na gospoda Vesenjaka, gospoda Počivavška, ali bi morala na gospoda ministra? Na ministra pravijo, lepo prosim. Ja, hvala lepa za vprašanje. Jaz mislim,
tisto, kar je malo, je lepo in tako, kot je bilo povedano, dejansko s premalo skrbi, vsaj na našem ministrstvu, kadar govorimo o podpori gospodarstvu in turizmu, posvečamo malim podjetjem, SP-jem in na teh bo treba bodoče bolj graditi. Tako da v bodoče bomo te javne razpise in pomoči, ki jih bomo dalo z obema očesoma gledali, da bodo vključeni predvsem ta mali. Čeprav pa moram povedati po prvič, ko male vključimo, se pa veliki pritožujejo, tako da... Veliki se verjetno pritožujejo glasno, vendar nekoč smo imeli Ministrstvo za drobno gospodarstvo in turizem združeno pod isto streho. Ampak seveda mislim, da smo tudi danes slišali, da prihodnost Slovenije verjetno je v manjših butičnih hotelih tudi sporedno z večjimi sistemi. Prosim. Deljen, Drago Bulc, za kratko stališče ali vprašanje. Novinarjev Slovenije. Jaz sem en od tistih, ki sem najbolj siv v glavo in zato se slovenskega turizma v genezi spominjam vsaj 50 let nazaj in predvsem pa v zadnje obdobje. Mi smo imeli eno od najboljših turističnih promocij na svetu, lahko rečem, zato smo dobili tudi določene nagrade. In recimo zdaj smo doživeli v zadnjih 2 letih popoln kolaps tega. Jaz hodim še, kljub temu, da sem penzioner, sicer na silo, po vseh teh svetovnih turističnih prireditvah in vidim, da Slovenija nima več nobene recimo predstavitvene energije, moči, idej in na teh recimo prireditvah ne opažam več nikogar iz vodilnega menedžmenta. Gospod Zdravko Počivalšek je eden redkih, ki se recimo da srečati na teh, drugi so tako očitno pametni in vse vejo, da jim berlinska borza nič ne pomeni, da ne govorim še potem o raznih strokovnih takih srečanjih. Zanima me zdaj, ker v javnosti že kroži gospod minister, da bomo spet dobili nazaj STO, ki je odlično delal, ki je recimo bil nagrajen številnimi priznanji, se potem otopil v tem špiritu, alkohol očitno je premočen bil, 96%. In na koncu naj povem samo še to, da ne vem, kdo je bil tisti genij, ki je seveda združil vse to, kajti moj učitelj Milenko Šober, ki se ga nekateri še spomnijo, je rekel, kada sem jaz izustil kakšno neumnost, je rekel, Bulec, nikoli ne mešajte pešadijo z mornarico. Najbrž tisti, ki ste bili v vojski, veste, da so pešadici prašinari in mornarji elegantni vojaki, ki imajo kar 9 oblek za preobleči. Skratka, zanima me resnično, ali bo STO po novem letu začel, uradne izjave še ni bilo, in zakaj že ne prej, kajti recimo že začetek naslednjega meseca se začne sejemsko območje z World Travel Marketom v Londonu in mi bomo z novim letom zamudili. Ponovno se nam lahko zgodi, da bomo s promocijskimi aktivnostmi začeli prepozno. Pa še eno, kako lahko vlada pomaga vzpostaviti več letalskih povezav s Slovenijo. Mislim, da smo na tem področju resnično naredili še eno neumnost, ker ne dograjujemo tega letališkega terminala. Jaz se večkrat peljem z avionom okrog, vi najbrž še večkrat in vidite, če nimate posebnega izhoda, da je to nevzdržno za eno mednarodno letališče. Kaj šele, če bi dobili kakšne jumbo jete z recimo 450 turisti naenkrat. Hvala lepa. Hvala lepa, Drago. Gospod minister, vprašanje za vas. Kaj se dogaja z nacionalno turistično organizacijo in kdaj jo bomo dobili in prometne povezave
z letalskim Ja, prometom? hvala lepa za vprašanje, to je dejansko aktualno sedaj. Mi smo v reorganizacijo Spiritas to začeli že pred 2 mesecama, tako da to poteka tako, da ne bo okrnjeno delo, ne v turizmu, ne v ostalih 2 dejavnostih, ki se opravljajo v Spiritu. Do konca leta je plan, da ostane močna organizacija STO. Tu vas bi prosil tudi vse iz turizma, da pomagate sedaj pri organizaciji tega STO, da bo po vaši meri, po vaši volji za naprej. Jasno, država bo morala priskrbeti določena sredstva za promocijo, pa tudi ta predlog, ki ga je gospod Počivalšek dal, se mi zdi zelo dober, da bi se sredstva zbirala iz različnih virov. Mogoče bi zraven dodal tudi, da je treba predvsem štartati na dodano vrednost, in če bo v turizmu dodana vrednost rasla, se lahko del stimulacije tudi iz tega naslova da za promocijo turizma. Tako da do konca leta bo podedovani Spirit, ponesrečena oblika nekako sanirana, ostala bo samo STO, ostale 2 dejavnosti gredo, se prenesejo na direktorate, na ministrstvo. Se pa strinjam, da predvsem te logistične povezave so izredno pomembne za turizem, saj turist nekje do 300-500 km se lahko pripelje z avtom, kar je pa več, je pa težko, in letalske povezave so nujno potrebne. Jaz osebno sem se zavzemal za dograditev letališča v Ljubljani, vendar na srečo situacija je takšna, da se to ni zgodilo. Upam pa, da bo novi lastnik, ki bo to kupil, z veseljem, bi rekel, povečal kapacitete letališča, in s tem bo turizem dobil svojo priložnost, tako kot si jo želi. Hvala lepa. Ja, jaz že imam mikrofon. Dober dan, Eva Štravs-Podlogar, direktorica Turizma Bled in direktorica regionalne destinacijske organizacije Gorenjska, tako da smo tudi Gorenjci aktivni na regijskem področju. No, meni danes 2 številki sta mi zelo ostali v ušesih. 800 milijonov smo v zadnjih nekaj letih investirali v turistične kapacitete hotelske, in tukaj se zgovarjamo 3 milijone za promocijo gor in dol. Ugotavljamo, da ne moremo doseči tistih cen, ki bi jih želeli, in tukaj izkoriščam, gospod minister, vašo prisotnost. Mislim, res bi se morali zgovarjati o 20 in več. Vse okrog nas živi za turizem, vse države okrog nas vlagajo v to, ker so turizem prepoznale kot izjemno pomembno gospodarsko dejavnost. V Sloveniji imamo včasih občutek, da je turizem mal tak hobi, in razumela sem prvo vprašanje moderatorke, kako se turizmu godi na vladnem parketu, kako se vi, ministri, med sabo, ne gre vse samo na vas, ki imate naš resor na čez, ampak minister za okolje in prostor, minister za promet, glede na to, rekli ste, razvijajte produkte, veliko produktov se nam konča že v predalih na upravnih enotah, v mislih imam kolesarski produkt, dodatno odkrivanje Slovenije. In menim, da samo, ko bo turizem postal ena resna dejavnost, da bo tako vzet v vladi Republike Slovenije in ne kot en nadebuden šolarček, ki je dovolj pameten, da bo naredil osnovno šolo, ampak mu nikoli ne bo dano iti naprej na fakulteto. Hvala. Ja, hvala za komentar. Ja, gospod minister. Kar dobro me izkoriste, ja. Ja. Hvala lepa. Redko vas vidimo, ja. Ja, hvala lepa za vprašanje. 6 milijonov je letos namenjeno za promocijo turizma, dodatno je bilo 3 milijone namenjeno. Jaz mislim tudi, da je to premalo, vendar bi rekel, turizem je sestavni del ostalih gospodarskih dejavnosti, nosi usodo tudi gospodarstva, sociale, stanja, v kateri je država, in država je pripravljena v tem trenutku toliko pač nameniti za to dejavnost. Ko bodo pa rezultati v turizmu rasli, ko bodo rasli rezultati predvsem v večji dodani vrednosti v turizmu, pa mislim, da se lahko nameni za turizem, se bo lahko namenilo tudi dosti več. Zdaj trenutno je pač tako, kot je, in še enkrat ponavljam, tako kot gospodarstvo velja, da je treba znanje in denar dati v končne produkte, da se to znanje in denar s končnimi produkti začne tržiti
na trgu, ne pa da nekje obvisi. Podobno velja zdaj, podobno verjetno tudi za turistične produkte, da se soznanje in denar res da v te končne produkte, ki jih ponujate gostom ali vsebine ali izdelke, da se začne tržiti in da bo prišel denar nazaj. Branko Meh. Samo malo, ja. Samo mogoče eno misel na tole, kar je bilo rečeno. Mislim, da ene stvari danes nismo omenili, ne? To je pa, kje pa so ti vaši gosti, ki bi prihajali. Jaz se še spomnim, ko je večina gostov v Slovenijo prihajali pač iz Češke, Poljske, pa kaki Nemci, ki so bili na socialni podpori, ne? Mislim, da danes večina vas si želi, da bi to bili ruski gosti, ki prihajajo z debelimi denarnicami in puščajo veliko denarja. Če pa gledate, kaj se v svetu kot takem dogaja, ne, se pravi, Kitajska je na poti, da bo postala največje svetovno gospodarstvo, Indija pa takoj za njo. Potem recimo projekcije kažejo, da že v 2 do 3 letih omenjeni 2 državi bosta kot potrošniki bojo porabili več kot Združene države Amerike. Se pravi, jaz mislim, da ta denar, o katerem se danes govori, je treba tudi pametno porabiti in ga porabljati na tam, kjer bodo jutri naši potrošniki. In jaz tudi sem turist praktično skoraj vsak dan svojega življenja, saj deloma, in ko grem v tujino, sploh London, Pariz in podobna mesta, tam se je ta sprememba že zgodila. Tam vidite ogromno turistov iz Kitajske in Indije, kar pa za Slovenijo ne drži, ne. Tako da tudi ta fokus bo potrebno preslej spremeniti. Ja, vsekako različni trgi, ampak pejmo na naslednjo. Ja, Branko Meh, predsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Jaz imam pa za našega ministra samo eno vprašanje. Vlada je zagotovila 500 milijonov za razvoj mikro in malega podjetništva preko SID banke. Zanima me samo en odgovor. Zakaj tu noter ni samostojnih podjetnikov? Ker tudi samostojni podjetniki niso samo zaposleni, imajo svoja podjetja, nekateri zaposlujejo tudi 50 do 60 ljudi. Gospod minister, prosim za odgovor. Ja, pri tem finančnem inženiringu nekako so se upoštevali sledeči vstopni kriteriji. Več kot 50% izvoza, da je EBITDA vsaj v razmerju 1:5 napram dolgu, pa še drugi kazalci, bi rekel manj pomembni, da ima razvojno raziskovalno skupino podjetja in tako, da obstaja 3 leta, da je zaposleni več kot 2 in tako naprej. Skušali smo staviti na tista podjetja, ki imajo trge, ki imajo kupce, ki imajo razvojno raziskovalni potencial, ki imajo kritično maso in ki nas lahko v tem trenutku potegnejo predvsem z izvozom naprej. Veste, da izvoz je povečan za 2,7% od prvem poletju in želimo si, da bi bil ta večji, še večji, ker to je edini deležnik, ki nam danes dviguje družbeni bruto produkt. Tako javna potrošnja, zasebna potrošnja kot investicije so negativne. Mali SP podjetniki imajo dost mehanizmov preko slovenskega podjetniškega sklada, kjer je ostalo na razpolago še 80 milijonov evrov za razne garancije, za subvencije obrestnih mer, za mikrokredite. Izviseli so tudi veliki se pritožujejo in dobim precej pismom, ampak trenutno je ta finančni inženiring narejen pač za ta mala, mikro in srednje velika podjetja. Se bo pa bodoče bodo pripravljali še naslednji finančni inženiringi, tako da jaz bi lepo prosil, da ste zelo aktivni takrat zraven, ko se to prične delati, ker ta finančni inženiring se je začel delati pred 2 mesecama, takrat velikega posluha ni bilo, sedaj, ko se je to zgodilo, so pač reakcije, ampak jaz želim, da bi bodoče prej sodelovali skupaj, mogoče tudi naša napaka, da nismo povabili akterje skupaj in se o tem skupaj dogovorili, kje bomo ciljali. Hvala. Samo povem, da imamo na voljo še 2 minuti, da bomo še imeli čas za razpravo po prvem popoldenskem sklopu, kjer bo z nami tudi ministrstvo skozi Direktorat za turizem in internacionalizacijo. Tako da zdaj lahko še 1 do maksimalno 2 minutna vprašanja, potem se bomo mogli na tem mestu žal posloviti oziroma zaključiti s plenarnim delom. Mislim, da smo zdaj malo zgubili, prej je bilo v ozadju, jaz ne vidim točno, dobro, se
dajemo besedo. A lahko? Ja, prosim. Tone Matjašič, Panoramik Travel. Jaz bi se dobil v tej polovici opravičil, ker ko sem videl, kdo bo na okroglem mizi, sem rekel, kaj nam imajo pa te finančniki zapovedati o turizmu. Ne. Ampak vidim, da imate zelo zdravo razmišljanje in gospod Medja, če nas ne boste še iz banke napodili, ko pridemo, bomo pa res, boste pa res dokazali to, kar ste danes rekli. Zdaj bi pa predvsem... Jaz bi pa zdaj rekel nekaj o prekomorskih trgih, ste zdaj, da pri nas še ni videti teh gostov. Jaz vam moram reči, da v avgustu mesecu smo imeli 2 japonska čarterja na ljubljansko letališče, en iz Nagoje in iz Tokija. 2 ure nazaj je naše podjetje iz teh ne 3 milijonov, 8 tisoč evrov smo dobili za to, ima predstavitveno delavnico za 45 agentov na Tajvanu. Zdaj se to zaključuje. Gremo naprej Indonezijo, Malezijo in Singapur. Nismo edini, tukaj noter je veliko kolegov, ki delamo trdo na teh trgih, želimo si teh gostov, vemo, da mora biti naš portfelj gostov tak, kakor je ljubljanska tržnica, barvita, polno različnih izdelkov, zdrav produkt in za temu slovenski turistični delavci delamo. Če bomo še na drugi strani imeli posluh za slovensko turistično organizacijo, ker mislim, da smo naredili velik korak nazaj, da bomo pozvali slovensko turistično organizacijo, slovenske turistične delavce, mislim, da bomo tudi te številke obrnili navzgor. Hvala lepa. Ja, izvolite, prosim. Jaz bi sam na kratko, vam in pa tudi gospodu prej odgovoril. NLB bo v naslednjih mesecih posvečala ogromno pozornosti ravno ponudbi za mala in srednja podjetja in tukaj turizem seveda ne bo nobena izjema, tako da v letu 2014 si mi želimo, da bomo lahko ravno na tem segmentu ponudili hitrejše postopke, boljšo obravnavo, več znanja, veliko ljudi moramo še naučiti tudi tega, ne? In skupaj boljšo storitev, tako da upam, da boste prišli k nam. Tanja, na tem mestu zaključujemo s vprašanji, vračam besedo. Ja, hvala lepa. Zahvaljujem se publiki za sodelovanje in za posluh. Zahvaljujem se našim gostom za razpravo na tej okrogli mizi in če smo vsaj malo spodbudili debato, jo bomo še nadaljevali na teh dnevih slovenskega turizma na popoldanskem programu. Hvala lepa in uživajte še naprej v tako lepi turistični destinaciji. Mogoče samo še 5 sekund. Najlepša hvala, cenjeni udeleženci, spoštovani gostje. S tem plenarni del 3. slovenskih dnevov slovenskega turizma zaključujemo. Ponovno se dobimo v tej isti dvorani ob 14. uri, ker bomo izzive, ki smo jih odprli, soočili s konkretnimi predlogi ukrepov za leto 2014. Naše goste vabim za izjavo v dvorano Angelika. Vse vas pa, kajti pomembno poslanstvo foruma vendar ostaja mreženje in druženje na kosilo. Torej, prijetno druženje, dober tek, vidimo se ob 14. uri. Hvala lepa. Hvala lepa.